Menili so, da je ta nujna, saj so vse informacije o tem dobili le iz medijev in anonimnega pisma in županu predlagali sklic, a ta tega ni storil. Izredna seja se po našem poslovniku občinskega sveta skliče samo v izrednih primerih. Ta primer pa sem ocenjeval, kot da v nobenem primeru ni izreden. Vse, kar bi lahko imelo pravne, materialne ali finančne posledice, se namreč ne bi moglo zgoditi prej kot sredi prihodnjega leta, še pojasnjuje župan. Zato pa so sejo za včeraj sklicali 4 svetniki, a se je udeležilo le 5 od 12. Svet tako ni bil sklepčen, se je pa pogovor vseeno razvil. Vesel sem, ker sta tudi 2 koalicijska svetnika se udeležila seje, eden je tudi med pobudniki za sejo. Na osnovni šoli Dolenjske Toplice so z organizacijo in kakovostjo šolske prehrane zadovoljni, je povedala ravnateljica tamkajšnjega hrama učenosti. Na šoli ne izvajamo nobenih aktivnosti v smislu sprememb organizacije šolske prehrane. Vse te informacije in razna pisma, ki pa krožijo po občini in raznih občilih, pa do šole niso prišla. A župan pravi, da je na prehrano bilo nekaj pripomb. Ena od pripomb je bila ta, da otroke posiljujejo, če uporabim to besedo, kot sem jo slišal, z preveč zelenjave in salatami in pa z žitaricami. In veliko otrok tega naj bi ne jedlo. Hkrati ima občina kot ustanoviteljica pravico in predvsem dolžnost, da spremlja porabo sredstev, ki jih namenja za šolo, še dodaja. In mi smo želeli pravzaprav v prvem koraku samo to ugotoviti, ali je prehrana predraga ali je nekje na neki primerni ravni. Če bi ugotovili, da je prehrana res predraga, bi se o tem, kaj storiti, vsekakor pogovorili šolo, svetom šole in svetom staršev, pravi župan. In eno od možnosti je tudi zunanji izvajalec, ki bi ga prek javnega razpisa izbrala šola.